Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako prepoznate, če imate potrebo po tem, da mlinčkate oziroma premlevate svojo nesrečno bodočnost. Dejstvo je, da če boste prebrali, pa če ste prebrali knjigo Celestinska prerokba, 6. spoznanje govori o tem, kako pomembno je, da ocenimo, vrednotimo svoje starše in da pogledamo tisto, kar nas je najbolj motil pri naših starših, ker s tem v bistvu opazimo, kaj je naša šola. Ker ponavadi lažje pri drugih opazimo, kakšno napako ima, kot pa pri sebi. Ker v bistvu ta svet je svetogledal in nas pač uči določene šole, prav preko tega, ko pri drugih opazimo nekaj, in to je v bistvu naša šola. No in zadnjič sem šla nabirat gozdne jagode in razmišljam, kaj je tista stvar, ki jo imam. Veste, misel ena vodi v drugo, pa v tretjo, pa v četrto, in ker sem jagode nabirala doma, na domu mojih staršev, kjer sem odraščala, logično se spomini vrtijo s tem okoljem, ker dejansko okolje definira nas, okolje vpliva na to, kako razmišljamo. Veste, to je tako, kot bi se nekako adaptiral, prilagodil okolje noter in te vse spominja na nekaj. Recimo, vaš dom, kjer živite. In če ste v vašem domu zadovoljni, to je dom, kjer človek zadiha. So pa prostori, kjer se mogoče nagnete slaba energija, tudi mogoče v službi. In veste, da ko pridete v tak prostor, da vas nekaj strese, mogoče kakšna slika, vam vsakič znova, ko greste mimo nje, naredi wow. Veste, in to je tisto, se pravi, to so sprožilci, ki nas povežejo z določenim spominom. To določena glasba. Zdaj, če imate z vašim partnerjem neko najino glasbo, veste, tisto najino glasbo, ki vas spomni na nek srečen dogodek. Se pravi, vsakič, ko slišite to vajino glasbo, se povežete s tistim srečnim dogodkom. Ravno tako pa je vsakič, ko slišimo neko nesrečno, neko glasbo, ki nas poveže z nekim drugim dogodkom, v bistvu se povežemo s tisto energijo, ki smo jo občutili takrat. No in prav te domače okolje. In ko pol začne človek eno stvar premleva, pa vodi to v drugo misel, pa v tretjo misel, pač tako deluje avtopilot. No in sem prišla do zaključka, da imam v svoji podzavesti potrebo po tem, da premlevam boleče spomine. In to je povezano z zasvojenostjo dobesedno. Center v možganih, ki je odgovoren za zasvojenost od, kokaina, je prav isti kot ta, ki se aktivira, ko imamo potrebo po tem, da premlevamo boleče spomine. Preverite z mišičnim testom. Jaz vam povem, jaz sem to pri sebi že počistila, vi boste sami preizkusili, zdaj ne bom več kazala, kako preverimo z mišičnim testom. Tisti mogoče, ki prvič gledate tale video, pač vtipkajte v YouTube ali v Google, kako naredimo mišični test in boste enostavno dobili odgovore in da boste lahko to naredili. V glavnem, zdaj, če pogledamo, ko začnemo premlevati boleče spomine, se avtomatično povežemo s tisto energijo, se pravi, verjetno stresom. Ker če ni bil srečen dogodek, ki nam tvori hormone zadovoljstva, endorfine, serotonin in tako naprej. A veste, to so kup teh snovi v telesu, ki povzroča, da se počutimo dobro. Se pravi, ko premlevamo boleče spomine, se nam aktivira kortizol. Kortizol je pa hormon stresa in to je iz knjige Ko imajo hormoni žur na strani 64. Se pravi, posledice povišanega kortizola in prenizke ravni hormona DHEA. Hormon DHEA je pa v bistvu nasprotni hormon stresnemu hormonu. Stresni hormon in tudi hormon DHEA se tvorita v nadledvičnih žlezah. Nadledvični žlezi sta direktno povezani s solarnim pleksusom, se pravi ta del
nekje od popka pa do žličke je ta del. In nad ledvični žlezi, kjer se proizvaja stresni hormon, dejansko sprostita velike količine tega kortizola v naše telo. Kaj se na celični bazi zgodi? Celice se zaprejo, ker ne vejo, če mogoče smo mi tako močno ogroženi, da moramo bežati, in dobesedno se zgodi kup reakcij. In zdaj, če pogledamo samo nekatere, recimo psihične, zmedenost, potem depresija, tesnoba, napetost, izguba veselja do življenja, potem lahko se zgodi, da vam začne šumeti v ušesih, potem imate lahko padec imunskega sistema, pogosta vnetja, slaba prebava, lahko imate driske, lahko imate zaprtje, potem imate lahko slabo spanje, nespečnost, kronična utrujenost, brez energije, hodite po svetu kot palačinka, ki jo je povozil tovornjak. V glavnem imate lahko povišan krvni tlak, hitrejše bitje srca, neenakomerno bitje srca, aritmija in v glavnem zmanjša se nivo rastnega hormona, lahko se pojavijo neplodnost, lahko se pri moških poveča, se pravi zmanjša želja po spolnosti oziroma tudi zmožnost spolnega odnosa, pri ženskah frigidnost in dobesedno ugasne spolna sla. Zdaj pa, če gledamo kup takih zadev, ki povzročajo, ki jih telo povzroča zaradi stresa. In zdaj v bistvu se navadimo s časoma na stres in živimo s stresom, kot da je to nekaj čisto normalnega. Pa poslušamo določene zadeve, ki nam povzročajo še več strahu. No, danes sem razmišljala o tem, da kako so mene zdaj v zadnjem času potegnile določene novice, jih ne poslušam več in zdaj sem sama sebi obljubila, da ne poslušam ene negativne novice več, kar se tiče konec sveta, pa ne vem česa še, ampak očitno sem rabila točno te informacije, ker me je vlekal tja, zato da sem ozavestila določene moje dušne spomine. Dušne spomine, ki so povezani s strahom pred premikom, strahom pred koncem sveta, da bo vojna in tako naprej. V bistvu ne moreš ozavestiti določenih zadev, če jih ne izkusiš. In zato pač nas vleče v določene novice, ali pa k določenim ljudem, zato da pritisnejo na naše rane, da jih lahko ozavestimo. Zdaj pa naslednja stvar pa je, ko mi prepoznamo, da je nek odnos bolan in naš notranji glas ali pa naša duša nam reče, joj, veš, tole pa ni v redu za tebe. Mogoče se zgodi, da vam sporoča vaša duša, da se morate ustaviti, pa radar prevozite, pa dobite kazen za parkiranje, pa se mogoče zaletite, tako, nič kaj posebenega, ampak poškodujete avto. V bistvu vaša duša vam sporoča, ni to v redu zate, ustav se, bolj počas, pazi, kje si. In lahko spregledamo rdeče zastave in rinemo naprej. In lahko se zgodi s časoma, da pridemo do tega, tako kot se je eni uspel narediti, ker je spregledala vse te rdeče zastave, dejansko je imela ta hud karambol, ne pa bila potem nekaj časa v bolnici in je zelo slabo kazalo, da je imela čas premisliti, kaj je sploh sporočala njena duša. Pač tako je, včasih človek mora zboleti, včasih mora dobiti kakšno grozno diagnozo, da se potem ustavi pa reče, kje sem, kam grem? In zdaj pa naslednja stvar. Vem, da sem o tem že govorila. Kdor ima v svoji podzavesti ta program, sebi ne smem zaupati. Droben glas ti reče, tole mi pa ni všeč, poglej, kako se počutiš v tem odnosu. Poglej, kako si prišel domov brez energije, to ni v redu zate. Ampak določeni ljudje imajo titule, imajo štemple, imajo potrdila, so tako fajn in mi jim sledimo. In smo kot hipnotizirani in temu sledimo. Ne poslušamo pa svoje duše, svojega sporočila, ne poslušamo, kaj nam govori notranji glas. In zdaj pogledajte, kaj se duša odloči. Nekaj časa opozarja, potem pa reče, v redu, in utihne in neha sporočati. Reče,
rabi očitno drugačne, ne sliši vodstva in pusti, da pač gremo in gremo. No in jaz vam povem, da sporočila moje duše leta nazaj je bilo, da sem v enem letu imela 3 karambole z avtomobilom. Ampak tako hude karambole. In na koncu je bilo že tako, da sem rekla, pa kje je kakšen pijanc, se vsi vame zaletijo, pa to ni več normalen. Ampak nisem razumela takrat. Nisem razumela, da so bila to sporočila moje duše, da grem po napačni poti. In očitno sem rabila vse te izkušnje, da sem po 25 letih rekla, kje si ti? Pač, a ne? Rabimo nekateri se bolj počasi učimo, nekateri se hitrejši učite in hitrejši vidite, kaj vam sporoča vaša duša. Zato vas učim mišičnega testa, ker zadnjič sem šla, pač nekje sem bila. In ne bom govorila o imenih, ampak domov sem prišla pač utrujena. In tisto, moj notranji glas je bil, ni dobro zate to, kaj občutim, kaj mi ni všeč. In ko vprašaš sebe, kaj mi ni všeč, se v trenutku dobim odgovore, kaj mi ni všeč. In to je zdaj samo tisto, to je sporočilo moje duše, sledi temu, pa id po svoji poti. Za vse bo poskrbljeno, vedno bo za vse poskrbljeno. No ja, potem pa, ko se že odločimo za svojo pot, potem pa pridejo razne ponudbe oziroma, lahko rečemo, skušnjave. In prije kakšen telefonski klic, imam tako ponudbo zate, veš bi to, a veš koliko je tam, recimo, eno od zadnjih takih klicov, a veš tam, koliko je pa tam denarja? Hvala, ne bi že v štartu. Prva stvar je šla skozi mene, ne. Zato, ker lejte, če bom sledila, zdaj zase govorim, ampak mogoče tudi vi se lahko iz tega kaj naučite, tistemu, kar zveni lepš, obetavno in tako naprej, tam so pasti, tam so vedno pasti. A ne, ker če bi jaz imela primanjkljaj na tem finančnem področju, pa bi rekla, koliko je fajn, pa bi že odskakljala tja in na koncu, ko bi se že fajn zaštrikala, bi rekla, pa halo, sem vedela na začetku, da ne smem. Ampak, spet se učimo. Zdaj, da ne boste razumeli, da je to kaj narobe, če se zmotimo. Vse je prav. Zato, ker na koncu moramo gledati tole naše življenje kot igro življenja. Igro, preko katerih mi skušamo določene lekcije. Zdaj vam pa povem eno mojo izkušnjo. In te lekcije so zanimive. Vseeno bom povedala. Vseeno bom povedala, sem že razmišljala, kaj pa če bi raje tako naredila, da rečem, veš, ena gospa, ampak ne, moja izkušnja je. Pač od ene gospe sem dobivala zmerom ena darilčka, angelček, tak pa drugačen in tako angelček. Pa vedno sem dobivala to potom otrok, zmerom in ni bilo iz srca in so mi že šli na živce tisti angelčki. In vsakič, ko sem dobila tistega angelčka, je bilo tako, ne, že spet en angelček. Mislim, angelčkov itak ne mečemo stran, je to tako. Zato poglejte, če dobiš od nekoga, ki ti ne želi dobro angelčka, ki ga itak ne boš vrgel stran, ga boš obdržal. A veste, to je res zanimiva zadeva. No, ampak ko sem jaz pogruntala, da se v bistvu gremo igrce in kaj sem pa jaz dobila? Jaz dobim tega angelčka in jaz grem in kupam za to gospo tega angelčka in ga pošljem po isti poti nazaj. Koliko mislite, da sem še dobila angelčkov? Nobenega. Igre je bilo konc. Kolikor časa so meni te angelčki spravljali ob živce, toliko časa so prihajali. Ko sem se začela igrati s tem, sem rekla, juhej, no, ok, sem dobila tega, pošljem nazaj tega, igre je bilo konc. Zato, ker vse te zadeve so pač kraja energije. Zdaj pa pogledajte. Kraja energija lahko gre preko tega, da nekdo recimo tako kot tale darila, ki sem jih dobivala. Nekdo drug lahko pritiska na vašo energijo, da povzdigne glas nad vami in zadnjič mi je ena gospa rekla, prišla sem samo v dnevno sobo
pač partner reče, kaj naj danes oblečem, in je rekla, čist prijazno, je rekla, vse je v mari. In on je odreagiral, ne poskrbi za mene in tako naprej, in energija je bila njegova. Lahko energijo kradejo ljudje preko tega, da vam poskušajo vzbuditi občutek krivde, da nisi zadost, da bi mogel več, da se ne trudiš dovolj in tako naprej. Pazite, zdaj dejansko prihajamo do tega obdobja, ko se gre, da vsak izmed nas pač ohranja svojo življenjsko energijo. Svojo življenjsko energijo ohranjamo s tem, in zdaj, če grem spet na tole sliko, ko imajo duše žur, gre se za to, da ostanemo celostni. To je tako kot neka žogica, je ta energijski obroč okrog nas, in mi takrat, ko smo v dobri volji, ko smo v stiku sami s sabo, je ta energijska bombica polna energije, ne? Takrat, ko smo pa v stresu, se pa ta energijska bombica dobesedno skrči in postane prav skrčena. In takrat mi začnemo porabljati svojo življenjsko energijo za to, da lahko sploh živimo. In sploh ljudje, ki se še bolj spravijo v stres, ne morejo spati. Se pravi, se tudi po noč ne morejo obnoviti, regenerirati, in ker se po noč ne obnavljajo, pomeni, da še bolj kurijo svojo življenjsko moč in sčasoma zbolijo. In zdaj le prihajajo, vidite, dejansko so taki časi, z vseh koncev pritiska na nas, in kjer je le možno, pač temne sile pritisnejo na naš gumb. Zdaj pa, če mogoče zadnje čase berem knjigo Joe Dispenza, Postanite brezmejni, in noter piše o tem, kako v bistvu po čakrah gremo in jih napajamo z energijo. Ampak, dokler mi ne počistimo podzavestnih programov, ki vplivajo na spodnje 3 čakre, se pravi občutek krivde, občutek nisem dovolj, občutek moram, tista dolžnosti, jeze, zamere, tok časa je brez veze, da v bistvu polnimo spodnje 3 čakre, ker v bistvu hkrati odteka. To je tako, kot bi rekli, moram napolniti sod z vodo, ampak hkrati je pa cel naluknjan. In bo vsak rekel, pa halo, najprej zamaši te lukne, potem pa noter vlivaj vodo. In dejansko je zato tako pomembno, da gremo počistiti svoja podzavestna prepričanja. No, tako da v glavnem za danes, dajte preveriti, potrebo imam potem, da premlevam svoje boleče spomine. In če imate to zasvojenost, dajte narediti zdravilno molitev dekodiranja, počiste to, da dejansko počiste ta del, ki vas sili v to, da iščete, kaj ni v redu, da postajate celostni. Tako da gremo na prehod v novo dobo, pa na Ošotove karte. V glavnem sporočilo za danes je čist preprosto. Pač pogledajte, če ste zasvojeni s stresom. No, naslednja zadeva seveda pri stresu. O stresu bomo še govorili, bom še par videov posnela, zato ker zdaj je tako pomembno, da počistimo vse tisto, da nahranimo svoje telo in lejte, telo nam kaže, kje je narobe. Tako da tisti, ki ste kronično utrujeni, dajte vzeti Formulo 4 ali pa paket vitalnosti Pro Vitality Plus in vsekakor vam z veseljem dam popust 10%, tako da napište, koda za popust je popust in dobite z 10% popustom, tako da lahko tudi na knjige ali pa karte. No in da vidimo, kaj je ta trenutek pomembno za vas, ki poslušate tale video. Jaz sem bitje svetlobe, jaz sem bitje luči. Moje srce je polno brezpogojne ljubezni. Bitje svetlobe. Dovolite, da skozi vas teče Božja svetloba. Bela Božja svetloba vsebuje vse. Cel spektr mavrice. Vijolični žarek je žarek očiščenja. Ultravijolična svetloba, če jo vizualizirate, pa dobesedno je tako kot tista lučka, ki jo vklopimo v vtičnico, ki pobije komarje. Dobesedno na ta način deluje. Tako da, lejte, ko si predstavljate, da ta ultravijolična svetloba teče in čisti te vaše lukne v tem vašem sodu, boste videli, vedno bolj boste celostni.
Jaz sem nosilka luči in sprememb. Poslana sem, da kot sonce svetim ljudem. Jaz sem angel sprememb. Vsako jutro si vzamem čas, da me energije jutra napolnijo. Svetim z ljubeznijo. V bitje svetlobe. In tudi vi ste bitja svetlobe, ker drugače ne bi gledali teh videov. Poglejmo naprej. Naslednje sporočilo je tole. Zmorete vztrajati na začrtani poti. Angeli vam stojijo ob strani. Dajte klicati angele na pomoč. Angeli so tu, lahko vam pomagajo. Jaz vsakič, ko delam, ko čistim, prosim za božji sesalc. In sicer nadangel Mihael in Rafael imata božji sesalc. In dobesedno si predstavljam, da posesata vso negativno energijo in da gre to v božjo svetlobo. Pač tega ne potrebujem več, vse te temne energije. Lejte, vsem se nekaj dogaja, res vsem. In delajte na tem, da postajate vedno bolj svetli. Včasih hočem hitro priti do rezultatov. Berem iz knjižice Prehod v novo dobo. Vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih še ne zaznam. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedam, da so to samo preizkušnje. Ali zmorem ohranjati vero? Zmorem ohranjati vero. Vse bo v redu, vse bo v redu. In naslednja zadeva, začnite vizualizirati. Zdaj pa poglejte, kaj je pa pol naslednja stvar pomembna? Tisti, ki imamo potrebo ali pa ki smo imeli potrebo potem, da premlevamo svojo preteklost, pomembno je, da začnemo premlevati svojo bodočnost. Se pravi, naši možgani ne vejo, kaj je premlevanje preteklosti in kaj je premlevanje prihodnosti. In ko vi začnete mlinčkati, se pravi premlevati, kako bo, ko bo in kako se boste počutili in kako, lejte, to, kako naši možgani ne vejo, bolj kot mi občutimo čustva, ki jih bomo doživeli, bolj se povezujemo s tem, kar se bo zgodilo. Mi imamo vso moč v sebi, da lahko ustvarjamo. Ustvarjamo to, kar nas še čaka. Dajmo še na Ošo in Tarot, da vidimo karte, ki govorijo o, te so preroške, no, da vidimo. Tisto, kar je pomembno, ta trenutek za vas. 3 karte bom potegnila, pa da vidimo 3 karte, ki so pomembne ta trenutek za vas. Prva je preboj naprej. Preboj naprej in ta preboj je tisto, kar se zruši. Tisto, kar se more zrušiti. Je prav, da se vsake toliko časa, veste, da stena poči. Naslednja, skopuh, oklepanje. Oklepanje tega, kar je čas, da spustimo. Oklepanje varnosti, oklepanje denarja, oklepanje, mogoče to je moje, ta hiša je moja, ta stol je moj, to meni pripada. V življenju, kaj nesemo s sabo, nič, to je dejstvo, a ne, pa v nebesa, nesemo pa svoje občutke. Ali pa naprej v potovanje duše. In če jaz gledam, čemu sem lastnik? Svoje obleke, ta roža je moja, ja, kakšna stvar, ta slika je moja, tudi ta slika je moja, ampak nisem lastnica hiše, pa kaj zdaj? Zaradi tega, ker se ne oklepam tega materialnega, pa kaj zdaj? Zaradi tega čist dobro živim na konc koncev. In živim neobremenjeno. Nisem vezana na to, da to mora biti moje, oklepanje. In naslednja je plavanje s tokom. Dovolite. Dovolite tudi, da kakšna stvar odide. Da kakšna stvar, ki vas najbolj bremeni, da pač odide. Vem, da je težko spuščati to, kar je lastnine. Nenazadnje sem tudi jaz kakšno v življenju, kakšno stvar spustila. In takrat, veste, ko se osvobodimo tega, kar moramo držati. Tudi na fizičnem nivoju, komolci, sklepi, roke, kar se oklepamo, rame, vse to nas drži okleščene.
In vsa čustva se beležijo na naši hrbtenici, na naših sklepih in zato kakšno stvar je čas, da tudi spustimo. Spuščanje navidezne varnosti, ker kaj pa je varnost, ne, to je samo potreba in naprej je ubranost. Srčna in kronska čakra in to je pa koherentnost. Zadnjič sem snemala video o tem, kako izgleda koherentnost. To je dobesedno, ko se srčna čakra pa kronska čakra povežeta, dobesedno se poveča potencial, naš energijski potencial začne se večati. In zato je tako pomembno, kaj občutim in če ne občutim sreče, to ni dobro za mene. To je moja resnica. To ni nekaj, kar nekdo drug ima drugo resnico. Zato je tako pomembno, da sem v stiku s svojo resnico, ker to je moja resnica, to mene pelje naprej. In s tem, ko izražam mojo resnico, to vpliva na grleno čakro. In ko sem tako srečna, izražam mojo resnico in to je tisto, kar gre skozi mene. In zato nekateri, ko pogledamo človeka, rečemo, ta žari. Zakaj? Zato, ker ta del žari. Ampak ne moramo pa žareti, dokler ne počistimo temeljnih strahov, temeljnih prepričanj, ki blokirajo prvo, drugo in tretjo čakro, se pravi vse, kar je pod popkom navzdol. To je pa tisto, ko obtičiš. In pa se pa lahko zgodi tako, kot se je eni gospe, ki ima multipla sklerozo in pred kratkim sva govorili in je rekla, bi se poslabšalo moje stanje. In sem rekla, pa se jemlješ vitamine. Je rekla, ja ne jemljem, se je bilo boljš. Ja, tudi toliko se nima rada, da bi z osnovno hrano nahranila svoje telo. In ko sem jo vprašala, kaj je za večerjo, je rekla, ja, nič kaj. In seveda potem ne spi in se ne obnavlja, ker nima nič ljubezni do sebe, samo za druge, ampak nič za sebe. In pač, glejte, kako naj duša raste v telesu, če nimaš sebe niti tolikrat, da se boš nahranil. No tako, ali pa nahranila. Tako da, glejte, rekla bom, ja, dragi moji, drage moje, uživajte, imejte se radi, objemte sebe, ker to vaše telo je edino vozilo vaše duše v tem življenju. In ne dovolj, da more duša zamenjati telo, glejte, lekcije, ki jih delamo, so tukaj z namenom. Tako da, ja, rada vas imam, želim vam dobro in delajte korake za sebe, ker glejte, ko nas bo več ljudi svetal, jaz verjamem v to, da se bo vse spremenilo na boljše. Res verjamem v to, globoko vsem imam to prepričanje, da stvari se bojo spremenile, da tudi zgodovina nas uči, da so prišle razne vojne, kot zdaj letale korona na konc koncev, ampak se stvari spremenijo in gre potem svet na boljše, na višjo oktavo. Tako da uživajte in boste videli, življenje vas bo podprlo, ko si boste vi upali slediti svoji želji, svoji strasti. Lep večer, lep dan, tole je zdaj večer, ko jaz tole snemam, ni važno za vas, a je to dan, a je večer, a je jutro, delajte na tem, da boste dneve preživeli, pač čim bolj zadovoljni, srečni in s tistim dobrim občutkom noter vse, zato ker živite svoje življenje. Uživajte.